majčka, ki sem si jo kupila danes, dejansko mi je všeč, se mi zdi, kot da je ono Back to the Future, ne Back to the Future. Past. Back to the Past, na ta rdeč rob, bela majčka z rdečim napisom, ni sicer Levi, ampak ok. Pol očala itak, brez dioptrije, se delamo, da smo cool, v bistvu imamo ful dober vid. Zakaj sem jih kupila? Zato, ker so bila 3 evre v H&M-u. Po pravici povedano, vedno sem si želela, da vidim, kako izgledam s takimi kao cool očali. In se zdi, da izgledam ful smešno. Ja, pa ta frizura za festivale je tudi ful popularna, trendy seveda. 2 čopka, manjkajo mi še bleščice po prečki, kar se mi zdi, da izgleda, kot da imaš milijon prhljaja. Tako čisto mimogrede, ampak who am I to judge? Figice, ribi rep v brvi, whatever, ki so mi by the way ful všeč. Od vseh teh crazy v brvi so mi te najboljše. Milijon highlighterja. Dajmo še probati ta očala. Ta ozka očala so zdaj tudi ful trendy. In ta so bila 2 evra. Ful sem hodila imeti ena ozka, ker me je isto zanimalo, kako izgledamo njih. I look good, right? In vse, ko imajo ta očala, ta niso ful ono ekstremno ozka, imaš pa še ona ožja, gledaj vedno tak. Ne vem zakaj, tak izpod nad očali v bistvu. Mogoče, ker so preozka in ko jih imaš dejansko, gor izgledaš ful čudno. Najprej si malo umijem lase, susim šamponom. Danes sem kupila ta od Vele sprej za teksturo in shine. Po moje, ful diši. Po moje je to za, ne vem, recimo, ko si opereš, lase imaš ful mehke in pač nič ne držijo. To je recimo, če si hočeš narediti malo bolj tak messy look. Upam, da vas ne moti zvok mojega ventilatorja, ker ne morem brez njega, tako da. Torej najprej si naredim prečko na sredini, vsaj poskusim. Vsako stran počešem čim bolj proti vrhu. Ko dam lase zadnjič skozi gumico, pustim tako mini figico in pol okoli tega navijem preostale lase. Še malo tega spreja, da se bojo sprimli. Isto ponovim na drugi strani in ovijem okrog in potem spet malo špricam, da se sprimejo. Lahko tudi z lakom za lase. In, tu imam gumico, potem dam eno manjšo gumico, lahko tudi to čist mini in jo ovijem okoli, da drži figo. Lahko tudi malo bolj messy naredimo. Če to, da bo bolj podobna tej, ki je malo fej. Ok, recimo, da je cool. To je mogoče bolj Instagram trend. Izgleda malo bolj drama. Tega bom dala kar s čopičem, nima veze. Ali pa ne. Še po nosu.
Ne vem, zakaj bi kdo sploh to delo, ker ti vzame full cajt. Ok, vse to zblendam. Začnem bolj v sredini, v teh svetlejših delih. In se zdi to ful grozno zdaj blendati, ker se mi zdi, da se je že malo posušilo, ja. Definitivno se je posušilo. In se zdi, da moraš pri tem ful bolj paziti, kaj najprej zblendaš in moraš se ful izogibati in ne moraš toliko zblendati, tako da meni se zdi bolj, da daš najprej puder in kaj mislim, da rabim še več concealerja, ki ga seveda dramatično nanesem. Črtica. Torej pod očmi se moraš potruditi, da imaš čim bolj svetlo, presvetlo, da si v trendu. In se bom tukaj malo obrisala obrvi, zato ker bom naredila ene trendy obrvi, fishtail. Imenuje se fishtail je ribji rep. Ribji rep. Tukaj grem čez s pudrom. Prevzamem korektor, ki je bolj gost. Torej ta nov repek. A že vem, kaj bom naredila te. Te bom gor obrnila, te pa dol. Se tega nisem prej spomnila. Nisem gledala nobenega tutoriala, tako da v bistvu improviziram. Mogoče bi mogla z gelom malo fiksirati. Probam. Da bo to še bolj dramatično izgledalo, naredim tukaj vmes črto, ki jo probam malo zblendati. A sem trendy? Nista čisto identični, ampak okej. No, glede teh obrvi, ne vem, fulkrat vidim, da se po Facebooku vsi pritožujejo, kaj je z ženskami, kake obrvi boš imele, pač ne vem, a ste že videli katero, da taka okoli hodi, pač to je bolj fora, da narediš Instagram video zanimiv in malo tako, da provociraš, no, tako da upam, da ne jemlje tega kdo resno. In okej, zdaj nanašam to kremno tekoče senčilo. Še vedno so in te oranžni toni, tako da jaz bom šla najprej z eno bolj nežno. Pri očeh se ne bom nekaj ful ustavljala, ker bom še naredila druge stvari. In pogosto tudi vidimo, da je spodnja linija ful poudarjena. Meni je to v nekaterih primerih malo smešno, lahko pa izgleda ful dobro. Še maskaro si dam in prijem nazaj. In mimogrede, zaščita pred senčilom, da se ne, da ti ne pade na puder, če si daš puder prej. Od Essence, ful poceni, ful mehko. I'm so trendy.
Trepalnice sem si dala in zdaj so na vrsti. To si še nikoli nisem naredila, ker mi je ful čudno. In mi je ful zanimivo in to so pegice. Naredila si bom z svinčnikom za obrvi, ker je hladna rjava barva in se mi zdi, da bo izgledalo dosti naravno. Teh pegic je ful, predvsem po Instagramu. Jaz imam že par naravnih pegic z mozolji. Cetek. Ok, to bom mogla malo popraviti. Sem bila malo preveč divja. Ustnice. Seveda jih je treba overlinati. Jaz bom uporabila danes malo bolj divjo barvo, sicer rdečo. Ok, moram se potruditi, da grem še bolj čez. Ker bi res rada bila v trendu. In najboljše pride na koncu in to je 3 tone highlighterja. In na Instagramu je ful tega highlighterja na nosu. Izgledaš tako malo... Ne vem, kaj je to. Oh, fuck. Tu bi si mogla dati nad ustnicami, zdaj imam preveč kremno šminko. Upsi, bom probala s čopičem. Pa tukaj na ta predel, Cupid's bow se reče po angleško, da izgledaš, kot da si za Švico, veš, pod nosom. Ok. Zdaj grem čez še z, to je bil kremni highlighter, zdaj grem čez še z tem prahu, suhim highlighterjem. Dam ga, kolikor je možno. Ok, mislim, da je očitno, da sem v tem videu ful uživala. Ta video je bil tako malo za šalo, malo za res, nekatere stvari so mi všeč, nekatere so mi tako pač too much. Recimo ful sem si želela probati te obrvi in pegice, ki bi jih rada še kdaj probala, na malo bolj normalni look. Tudi ja, zanimivo je malo probati pretiravati s highlightom, ki se ne izgleda slabo, samo meni to ni fajn za vsak dan. In končno sem si kupila fake očala, da izgledam bolj pametno, kao. Torej, če ti je video všeč, ga lajki in če še nisi, se naroči na moj YouTube kanal. Čau!